In naslednja stvar, ki je še pri energijski samici zelo veliki benefit oziroma ugodnost, je pa umiritev možganskih valov. Možgani delujejo po principu vodne gladine. To pomeni, ti imaš vodno gladino in vržeš v vodo kamen. Točka, na katero je kamen priletel v vodo, pluskna voda tam in se kamen potem tam dal potopi na morsko dno oziroma na dno, na jezersko dno. Ampak, kaj se zgodi? Ko ti vržeš kamen v vodno gladino, začne ta pljusk, ta padec v vodo kamna, povzročiti okrogle valove, ne? Ko se začnejo ti krogi delati okoli in se širiti potem po celem jezeru. Kaj je catch? Catch je, da ko kamen pade v vodo, še več sekund ali pa minut potem, ko je kamen že zdavnaj padel v vodo in že konc tega meta bilo, se še vodna gladina še kar valovi. Še kar tisti valovi se širijo po celem jezeru. Ne? In to naši možgani delajo. Ko imaš ti neko aktivno misel v svojih možganih, ker ti misliš ta trenutek, ta misel sproži v možganih na tisoče in tisoče valov, ki lahko vibrirajo čez tvoje telo in celice še več let. Tle sem bil pa šokiran. Več let? Ja. Neka misel, ki si jo ti mislil ali pa mislila, ko si bila stara 13, pa bila negativna misel, ti še vedno lahko vibrira že zadnjih 20-30 let čez celice. In tako kot, predstavljaj si, da imaš ful veliko jezero in ogromno skalo vržeš sred tega jezera in se ogromni valovi sprožijo in potem ti valovi tako vibrirajo čez celo gladino. Večja kot je skala, dlje grejo ti valovi. Ne? In isto deluje naše misli. Tako da je neka težka misel, ko si ti v preteklosti gojila, še vedno potuje po tvojemu telesu. Vibracijski možganski valovi se še vedno dogajajo zaradi te misli. In mi je bilo ti skoraj, ne morem verjeti. In ti poveš, veš zakaj? Valovi še vedno prikrito prihajajo s podzavesti, ker se misel še vedno dogaja. Ker misel se pa iz zavesti prestavi na podzavest. Iz gladine na dno. In ko pade kamen na dno v jezero, sproži nove valove po morskem dnu. Če bi bila neka ultra napredna podmornica v jezeru in bi padel kamen, bi sonar podmornice zaznal tresk kamna na vodno gladino, potem pa trenutek, ko bi kamen padel na tla, bi ta kamen povzročil mikropotres po morskem oziroma jezerskem dnu. In to se dogaja v tebi. Ko imaš ti podzavestne aktivne misli, ti sprožajo to valovanje in to valovanje ti še vedno programira celice, ti programira možgane, kljub temu, da ti te misli že 10 let mogoče nisi več zavestno mislila. In se ti ves čas dogaja programiranje celega telesa in možganov z frekvencami tvojih misli iz celega življenja za nazaj. In fora je, da se potem žarišče iz gladine prestavi samo na dno. In to je v bistvu, potem se je reklo vodniki, kot podvodni potres. Ko ti pod vodo nastane na morskem dnu, ne, potres, se stresa celo morje in potem se naredi tsunami. In ta tsunami tam 1000 kilometrov stran uniči neko obalo. Tako deluje tvoje misli v možganih. Naši možganski valovi so lahko, niso časovno lahko trajajo leta in leta in leta, pa folk sploh tega ne ve. In možgani imajo možnost v energijski samici, da dosežejo popolnoma nevtralno stanje samoobstoja. To pomeni, da lahko vse možganske valove ugasnejo, samo tisti biološki, ki jih ima gaja in duša v možganih, zato da to vse še vedno funkcionira, ostanejo, ampak vsi valovi s tvoje podzavesti, vsi valovi s tvojih spominov se lahko ugasnejo. In ti lahko v energijski samici dosežeš stanje možganskega miru, kakršnega na tem planetu ne moreš. Zakaj? Ker skozi nekaj pada v vodo na tem planetu. Predstavljaj si, ti živiš v jezeru in si riba. Skozi neki meteori padajo v to jezero. Ti kot riba slišiš te pljuske. Ti kot riba, če tam nekdo sosed vrže petardo, ti to slišiš. Razumeš, kaj je težava? Težava je, ker nisi sama v tem jezeru. In v ta jezero skozi nekdo meče nekaj in ti hočeš, nočeš, moraš to poslušati.
Zato tvoji možgani nikoli v modernem svetu ne morejo dosežiti stopnje absolutnega miru, ker si del kolektiva. Zato rabiš iti v energijsko samico, kjer lahko tvoji možgani dosežejo maksimalno stopnjo mentalnega miru. To je neka čist nova tišina v možganih, ko imaš. Čist neka nova dimenzija miru, ki na zemlji nismo vajeni. In to je še zadnja stvar, ki potem v energijski samici se zgodi za tebe. Tako da sem ti zdaj dal par stvari, zakaj je energijska samica in kako delotvorno oziroma dobro vpliva na te. Prav, tako da imaš zdaj nek občutek, kam greva, oziroma kaj je ta stvar. A ti je bil video všeč? Če odgovor ja, najverjetneje je bil, če si prišla do te točke, potem si ti poglej na povezavi ob tem videu, kako lahko ti se naučiš naprednega upravljanja zdravilnih energij in naprednega kodiranja kozmičnih informacij, kozmičnih tehnik v človeško telo. Tečaj Teta, napredno energijsko kodiranje, ki te uči transformativnih zdravilnih tehnik za zdravljenje energije, za regeneracijo energije, za polnjenje človeške energije, je tečaj, ki te bo naučil še mnogih skrivnosti o tem, česa je človeško telo zmožno, česa si ti zmožna kot človek na zemlji, kakšen duhovni potencial zdravljenja imaš, kako daleč lahko pripelješ zavest svojih ljudi, katerim izvajaš te terapije in še in še. To je tudi tečaj, ki te bo certificiral v naprednega upravljalca Teta energij, tako da ta tečaj je nekaj, kar človeštvo resnično potrebuje. In sem vesel, da se mi pridružuješ v tem znanju. Tako da, kako si lahko zagotoviš mesto na tem tečaju, oziroma več informacij o njej, imaš na povezavi v tem videu. Imej se lepo, lepo te pozdravljam in ti pošiljam en velik energijski pozdrav. Čau, čau.